Pred dobrim letom me je kontaktirala Petja Grafenauer in me vprašala, da se v UGM-u Maribor pripravlja ena taka velika retrospektivna razstava pop-arta v Sloveniji in če bi galerijo Ekurno zanimalo sodelovati na način, naprimer, da bi pač galerija Ekurno v Ljubljani prevzela določen del te razstave, predvsem v smislu, prodajnem smislu. Zdaj, galerija Ekurno je nastala v začetku 80. let, takrat, ko slovenskega pop-arta že dolgo ni bilo več. In tudi v neki tradiciji galerije nekako nikoli nismo veliko pozornosti namenili pop-artu, slovenskemu pop-artu. Bile so posamezni avtorji, ki so se nekako navezovali, ampak kot tak, kako bi rekel, nek skupinsko razstavo na temo enega pop-arta pa, kakor se jaz vem, v naši 30-letni zgodovini nikoli ni bilo. Tako da mene je na nek način to predstavljalo nek izziv, me je začelo zanimati in sem seveda rekel, da absolutno bi z veseljem sodeloval pri tem projektu. Gre za razstavo 15 umetnikov oziroma 13 umetnikov in 2 umetniški skupini. Pri pripravi te razstave je bil ključnega pomena pravzaprav raziskava pop-arta. Pri tem ni šlo toliko za naslanjanje na slovenski pop-art, na raziskavo slovenskega pop-arta, ampak me je osebno bolj zanimal ta svetovni fenomen pop-arta, ki je vzniknil tam konec 50-ih, začetka 60-ih, predvsem v Ameriki in pa v Angliji, kjer so bili pač najmočnejši, najbolj znani, mogoče svetovno znani predstavniki. In ideja pop-arta oziroma nek temelj je, tako kot dostikrat v zgodovini likovne umetnosti, gre za nek upor nekemu likovnemu kanonu ali pa nekemu izmu, ki je predhodno bil. Se pravi, v tem primeru govorimo mogoče za modernizem in pa za ameriško ekspresivno abstrakcijo. To govorimo v času pač 60. leta, ko se je v ta družben kontekst, se mi zdi važen, da se v njem pove neke določene značilnosti. Namreč gre za nek vzpon srednjega razreda v Ameriki, gre za nek tehnološki razvoj, ki se je začel takrat dogajati, se pravi v 60-ih pride televizija, dobro, hladilniki so bili že prej, potem so sesalci prišli na sceno in tako naprej. Se pravi, ena ideja, zametki, te prvi zametki potrošniške družbe so se začeli kazati in s to potrošniško družbo valjda se je razvil tudi močna reklame, oglaševanje in tako naprej. In mnogi umetniki so pravzaprav iz stripov ali pa iz oglaševanja na nek način prišli do pop-arta. In šlo je za to, da pravzaprav so v pop-artu so hoteli na nek način razbiti to idejo med high art pa low art. Se pravi, da so lahko te čist banalni objekti ravno tako del umetniške scene. V zgodovini likovne umetnosti je ena izmed stvari, ki si jih umetnik vedno znova in znova pač postavlja, da se sprašuje, kaj je še umetnost, kje so tiste meje umetnosti. In naprimer, ta ena izmed najbolj ključnih trenutkov, vsaj meni se tako zdi, je mogoče prav v zgodovini likovne umetnosti 20. stoletja je mogoče Duchampova fontana. In
v tistem trenutku ko se je pojavil ready-made, so se spet umetnost nekako delila, ne, med tiste, ki zagovarjajo neko pozicijo ali pa neko idejo umetnosti in tiste, ki pravzaprav probajo rušiti oziroma probajo najti nove izraze, nove umetniške izraze. Se mi zdi, da pop art je pravzaprav ravno tako en tak problem, vzpostavlja problem, kje so meje te umetnosti, ne? Kje ti lahko iz vsakodnevnih elementov črpaš in jih za razliko naprimer modernizma, kjer imamo pravzaprav čutimo ta subjekt, se pravi umetnika v sliki noter, je pri pop artu vidimo, da ta subjekt umanjka, se pravi te slike so dostikrat hladne, to so jim učitali kritiki takrat v tistem času, potem dostikrat so sicer polne barv, ne, in te udarijo v oči, se pravi so hitro prepoznavne, ampak po drugi strani je neka praznina, neka hlad za vsemi temi slikami nekako živi, ne, in se mi zdi, da je bil to en zanimiv element tudi naprimer pri izboru določenih del, ki sem jih jaz pač tle začel iskati, kje so tiste, kako bi rekel, bila izhodišča za izbor teh del. Zelo za redko katerega umetnika na tej razstavi lahko rečemo, da je klasičen pop artist, ne. Vse prej bi lahko imenovali te umetnike, ne. Ampak to, kar je mene zanimalo, je, da sem iskal v njihovih umetniških delih določene vznike, določene, kako bi rekel, temelje, ki pa se navezujejo na izhodišča pop arta, kot so naprimer lahko tudi ironija ali pa ikonografija ali pa mogoče ta ploskovitost polja, pa kolaž, pa potem vsakodnevni elementi. Tako da je pravzaprav med umetniki, ki bi jih mogoče danes prej lahko imenovali medijski umetniki, je veliko elementov, ki pravzaprav se navezujejo na izhodišče pop arta. In to pravzaprav je bilo na nek način vodilo te razstave. Se pravi, iskati pravzaprav elemente v sodobni likovni umetnosti, ki pa se navezujejo na pop-artistični kanon ali pa mogoče bolj na neke ideje, ki jih je pač v svojem delu pač pop art vpeljal. In najbolj zanimivo mogoče je ravno to, ko gledalec stopi in se premika med temi slikami, je prav to, da išče to povezavo med pop artom in pa med to sodobnim izrazom v teh slikah, ne. Kot medij se mi je zdel zelo pomemben na nek način, da se poleg slikarstva pojavlja tudi fotografija. Fotografija je v mnogih likovnih delih, če ne eksplicitno prisotna, pa saj implicitno, se pravi prek enega prenosa fotografskega ali pa prisotna v slikarskem delu. Tako da fotografija definitivno je eden izmed, kako bi rekel, rdečih niti ali pa povezovalnih elementov celotne razstave. Skoraj ni dela, ki ne bi izhajal v osnovi iz fotografije. Pri izboru vseh teh del me je zanimalo pravzaprav, da bi bilo vsako delo
vseeno ohranil določene elemente pop arta, pa vendar je vsako od teh del na neki način drugačno, se pravi, se ne ponavljajo, ne motivi, ne ideje in tako naprej. Ker se nisem naslanjal na klasične paradigme pop arta, se mi zdi, da se v tej postavitvi in v teh slikah vsem čuti nek slikarski, mogoče modernistični, mogoče osebna nota. In zaradi tega se mi zdi, da mogoče ta razstava mnogim, rečemo jasno, modernističnim, razmišljujočim umetnikom nekako ne more sedati, se mi zdi pa, da je kot en razmislek o sodobni slovenskem slikarstvu vsem zanimiv in vredno gleda.